Dober večer, voščim, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v oddaji Vroča tema na spletnem portalu domovina.je. Danes se bomo pogovarjali z vodji poslanskih skupin obeh opozicijskih strank, z gospod Jelko Godec in Janezom Ciglerjem Kraljem. Ali se družbena klima v Sloveniji po veliki zmagi Gibanja Svobode na lanskoletnih državnozborskih volitvah počasi obrača? V zdravstvu je še marsikaj nenarejenega. Vse več družbenih skupin protestira, ni še novega plačnega sistema v javnem sektorju in nenazadnje še vedno buri duhove odločitev vlade Roberta Goloba, da ukine Muzej slovenske osamosvojitve. To je glavna točka interpelacije proti vladi Roberta Goloba, ki jo je napovedala stranka SDS, medtem ko je tudi Nova Slovenija prejšnji teden v Državnem zboru vložila priporočila za krepitev vrednot slovenske osamosvojitve. O tem in še več z nocojšnjima gostoma, gospodom Kraljem, gospod Godec. Dobro večer obema. Dobro večer. Gospa Godec, torej začnimo z vprašanjem okrog interpelacije. Torej, prva točka je ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve. Zakaj je to na prvem mestu? Zakaj je to tako pomembna tema ob recimo temu še naprej razpadajočem zdravstvu in vsem ostalem? Ne gre za ukinitev muzeja, to ni bistvo. Bistvo je tisto, kar je še zadaj za tem. Ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve je en del tega, kar sedanja vlada, pa tudi koalicija v Državnem zboru želi narediti. Enostavno izničiti boj slovenskega naroda za osamosvojitev, izničiti torej vse tiste, dogodke ali pa tudi spomine in tudi zasluge ljudi iz časa slovenske osamosvojitve. In še enkrat, ukinitev muzeja je en sam del in če gledamo zgodbo širše, je to zelo pomembna točka. Še enkrat, to je v bistvu simbolično dejanje, ukinitev muzeja, ki pa prinaša v bistvu razmislek o tem, kaj v bistvu se dogaja v slovenski družbi, ali smo prišli tako daleč, torej, da bomo v bistvu izničili leto 90 ali pa prej, pa tam okoli leta 90, torej slovensko osamosvojitev. Ali bomo vračali, govori se, tudi ministrica Asta Vrečko je dejala, spomenike, totalitarnim vodjem takratnega režima, oziroma pred osamosvojitvijo, nazaj v, naravno okolje, oni temu rečejo, torej na Brdo in tako naprej. Slovenija še vedno ni bila sposobna, čeprav smo v Slovenski demokratski stranki večkrat predlagali sprejeti resolucijo o obsodbi vseh totalitarnih režimov. Še vedno tega nismo uspeli narediti. Torej smo še vedno v neki tranziciji, v nekih, časih, ki pač še enkrat, ta točka ukinitve muzeja, da širši razmislek vsem skupaj. Predvsem, da se še te izjave ministrice dotaknem, ki je dejala, da bo ustanovljen nov muzej, skupni z novejšo zgodovino, kjer bodo lahko strokovnjaki interpretirali čas osamosvojitve. Zdaj, kdo bodo ti strokovnjaki in kako bodo razlagali tisti čas, jaz mislim, da je to tudi zelo vprašljiva točka. Gospod Kralj, Nova Slovenija pa je vložila priporočila za krepitev vrednot slovenske osamosvojitve. Niste se pa recimo odločili, da bi pa podprli to interpelacijo iz prve točke, kar smo prej omenjali. Recimo, zakaj ne? Ja, Nova Slovenija dojema čas osamosvojitve kot, lahko rečemo, rojstvo naše države in nove zgodbe. In to nam je izjemno pomemben, lahko rečem celo svet čas. Nenazadnje je tudi krščanska demokracija takrat dala osamosvojitvenega predsednika vlade, Lojzeta Peterleta, in kljub temu, da smo nekateri nosilci politik v Novi Sloveniji bili takrat še zelo mladi, sam sem bil star 12 let, pa imamo v naših vrstah tudi iskrene domoljube, ki so takrat tudi primili za orožje in šli braniti samostojnost in suverenost naše države. Recimo Jožef Horvat je tudi veteran vojne za Slovenijo. Nova Slovenija se je morala na ta poskus, lahko rečem, odprave prisotnosti vrednot slovenske osamosvojitve strani te leve vlade, se je morala odzvati. In odzvali smo se z interpelacijo ministrice, pri kateri pa žal nismo bili uspešni. Mi smo potem, ko nismo zbrali dovolj podpisov, naredili še en premislek
v stranki in smo poskušali iz koncepta proti, torej iz poskusa, da gremo proti ministrici, ob ugotovitvi, da pač realna politična razmerja so takšna, kot so, spremeniti in iti v koncept za. In smo mi to interpelacijo, besedilo interpelacije in predloge pravzaprav spremenili v predloge za. Za več prisotnosti vrednot osamosvojitve v naših učnih načrtih, za več prisotnosti osamosvojitve v programih izobraževanja naših učiteljic in učiteljev, ki delajo z našimi otroki, in pa za ohranitev samostojnega muzeja slovenske osamosvojitve. Ne nazadnje bi bili edina država, ali pa smo ena redkih držav, ki pravzaprav ukinja spomin na lastno osamosvojitev. No, pogledi so tukaj bili nekoliko različni, tudi javnost sta se sporekla predsednika vajnih strank. Nismo tukaj zato, da bi o tem razčiščevali, bosta pač morala sama, pa vendarle bi vaju izzval z naslednjim vprašanjem. Če se spomnita tretje vlade Janeza Janše in kako je potem koalicija KUL nastopila precej enotno, ne, z številnimi interpelacijami, ustavno obtožbo predsednika vlade, marsikaj so poizkušali, ne, nastopili so precej enotno. Je to nekako pot za naprej, gospa Godec? Zdaj bom rekla, da ne razumem, ker koalicija KUL več ni. Ne, razumem, niste razumeli vprašanje v smislu, bi morala biti opozicija tukaj, v tem konkretnem primeru SDS in Nova Slovenija, recimo tako enotna, kot je bila takrat KUL. KUL je, gledajte, jaz mislim, da enotnost, oziroma, smo reči, opozicija, vprašanje je, kaj je delo opozicije, no? Oziroma, kaj je naloga opozicije, ne? In v določenih, bom rekla, segmentih očitno imamo različne poglede, kaj to naj bi opozicija bila, torej Nova Slovenija in mi. Zdaj, poenotenje, jaz moram reči, da prihaja do takšnih razhajanj, recimo, da bi v nekih trenutkih v bistvu niti ne sodelovali. Mi smo takrat, ko je bila ponujen predlog, torej za interpelacijo ministrice, jasno povedali, da ni dovolj ta interpelacija, da ni dovolj opozarjanja oziroma interpelirati ministrico, ker to je bila sicer njena pobuda, pa vendar je vlada na koncu sprejela sklep in torej je treba interpelacijo vlade vložiti in smo tudi to jasno povedali. Zdaj Nova Slovenija se je odločila za svojo pot, v tem trenutku pač jaz upam, da bodo, ko bo razprava o interpelaciji, tudi razpravljali konstruktivno oziroma v smeri, torej opozarjali na nepravilnosti vlade oziroma na zadeve, ki jih vlada počenja. Konec koncev interpelacija možnost, torej, da se razčistijo zadeve, kje smo, ne samo v primeru osamosvojitve, temveč tudi v drugih zadevah, kot ste dejali, v zdravstvu, na področju davkov, na področju gospodarstva in tako naprej, pa tudi seveda na področju demografije. Naj povem, da tudi ta vlada recimo je ukinila demografski urad za demografijo, to je bila prva zadeva, no. Tako da jaz pričakujem tukaj, bom rekla, strani Nove Slovenije vsekakor razpravo, ki bo pripomogla k temu, da torej se vladi pove, da določenih stvari ne dela dobro. To je tudi naloga opozicije, da opozarja na stvari. Seveda tudi opozicija predlaga predloge za. Ampak če pogledate do zdaj kar je bilo na sejah v Državnem zboru predlagano za, sklepi, ki so bili za, tudi z naše strani, ni bilo sprejeto popolnoma nič. Vedno je bilo samo to, češ, da nagajamo, ne? Da sklicujemo seje, da je preveč dela, čeprav so bili sklepi, da smo za to, da se to in to naredi, ne sprejeti. Jaz upam, da ne vem, kakšnih dogovorih je Nova Slovenija s koalicijo, ker če želijo, da se sprejmejo njihova priporočila glede osamosvojitve, bodo morali imeti glasove koalicije. Jaz moram reči, da za naše glasove ni potrebno skrbeti, namreč takšne predloge vedno podpremo. In tudi v koaliciji smo že kakšen predlog sprejeli, ki je bil dober. In torej bo potrebno tukaj, ko se gre Nova Slovenija v politiko za, imeti glasove koalicije, ne samo glasov opozicije. Torej, je bolj to vprašanje. Torej, kar se pa tiče enotnosti in tega, pa jaz ne vidim problemov za, bom rekla, nadaljne delo, tudi dosedanje. Je pa pač to odločitev njihova, da grejo v drugo smer. Mi je pa zanimivo, no, ta preobrat iz
bom rekla, opozicijske drže, da opozarjaš koalicijo, da opozarjaš na nepravilnosti, ker drugače se ne sliši oziroma ne vidijo te nepravilnosti vlade, v to za, ne, ker jaz težko podprem za više davke, za, bom rekla, ukinitev muzeja osamosvojitve, za ukinitev urada za demografijo in tako naprej. Če gledamo skozi to perspektivo, je ta proti v za mal hud preskok. Gospod Cigler? Zdaj, v globalu gre za to, da smo po enem 2,5-letnem obdobju zelo uspešne vlade, ki je tudi v zelo težkih razmerah delala, se znašli obe opozicijski stranki v opoziciji. In jaz jemljem to dogajanje predvsem kot del tega, da se v opoziciji na novo vzpostavljajo razmerja, nove vloge imamo, ker naenkrat smo v opoziciji. Osnovna naloga opozicije je, da nadzoruje delo vlade in opozarja na nepravilnosti. In to mislim, da Nova Slovenija zelo, zelo jasno od prvega dne naprej tudi izraža. Smo pa nekako, ko je naš predsednik Tonin pozval k eni autorefleksiji, samorefleksiji na desnem polu, predtem opravili velik premislek. Pravzaprav desni pol od leta 2008 naprej je v eni stagnaciji ali pa naš volilni rezultat rahlo upada. In v Novi Sloveniji se s tem ne moremo zadovoljiti in mislim, da se nihče v opoziciji s tem ali pa na desno-sredinskem bloku ne zadovolji in iščemo poti, kako volivcem predstaviti naše zgodbe, naše koncepte in naše predloge tako, da jih bomo navdušili, da bojo v prihodnjih letih šli na volitve in izbrali desno-sredinski blok, zato da bo desno-sredinski blok tudi dobil več kot 50% in lahko tukaj zdaj govorite o desno-sredinskem bloku. Predsednik SDS-a večkrat pravi, da je problem tudi Nova Slovenija, ker ne pride čez 10%, recimo, da bi pripomogla k boljšemu rezultatu. To je lahko njegovo mnenje. Seveda je cilj Nove Slovenije izboljšati rezultat, kar nam sicer počasi, ampak organsko dobro uspeva. Kakorkoli, ko smo pripravili analizo tudi našega delovanja ali pa naše pozicije v opoziciji in ob zdajšnji konstelaciji ali pa razporeditvi politični moči, je pravzaprav utopično pričakovati, da bomo lahko z ali interpelacijo ministrice ali pa z interpelacijo celotne vlade karkoli spremenili. Tudi na koncu te interpelacije vlade ni predvideno nobeno glasovanje in lahko celo rečem, da iskreno mislečim ali pa tistim, ki so podporniki desno-sredinskega bloka, katerekoli stranke, na nek način daje lažno upanje, da se bo po glasovanju nekaj spremenilo, da se bo sprememba tudi v oblasti, ampak tu ni niti glasovanja in tudi bi bilo utopično pričakovati ob taki moči, ki jo ima zdaj ta leva ali pa radikalno leva koalicija, da lahko pride do kakršnekoli spremembe. Tu moramo biti previdni, zato se je Nova Slovenija pač v svojem političnem stilu raje odločila za, da damo na mizo priporočila in poskušamo s tem nekako predstaviti ljudem, kaj so naši koncepti, kaj si želimo, kako si mi Slovenijo predstavljamo. Ta moč, ki jo ta koalicija ima v državnem zboru, je posledica tiste zmage aprila lani. Družbena klima je zdaj verjetno že malce drugačna, kot je bila pred 10 meseci. Morda bi vas izval še s temle, gospa Godec. Nekateri mnenjski voditelji so v zadnjih dneh govorili, če opozicija to koalicijo pusti pri miru, v bistvu sama dela napake in se je zamerilo vse več ljudem in da se v bistvu s to interpelacijo nudi priložnost koaliciji, da se poenoti okrog anti-Janša momenta. Kako vi gledate na takšne pomisleke? Naj vas spomnim na interpelacijo zoper ministrice Bobnarjeve. Kaj se je zgodilo čez 30 dni? Gospa Bobnar je sama odstopila. Torej smo sprožili neke, bom rekla, neke momente, rečemo pa nas malo pofrcali in so se stvari začele premikati. S to interpelacijo seveda so vedno dve možnosti, ne? Torej koalicija se bo verjetno poenotila. Bodo pa tudi kakšni momenti, ki jih bomo sprožili znotraj koalicije, ker moram reči, da jaz težko verjamem, da so nekateri ravnodušni ob situaciji v zdravstvu. Glede na to, kakšna je koalicijska pogodba, glede na to, kaj imajo v svojih programih, po 9 mesecih strašnih obljub, stvari niso ravno tako narejene, kot so obljubljali. Pa seveda tudi druge, tudi
bom rekla, sumljivi posli Goloba na Balkanu. Imamo preiskovalke v državah na Balkanu, pri nas pa kot da tega ni. Ko govorimo o davkih oziroma o davčni reformi, tudi moram reči, da slišim koaliciji, da niso ravno zadovoljni s tem, kar se predvideva. Tako da, hkrati pa seveda tudi problemi upokojencev, ne. Tudi ti protesti, ki so bili, niso pustili ravnodušne koalicije oziroma znotraj določene poslance. Konec koncev, malo pogledajte Levico in pa tudi, bom rekla, razpravljanje Kordiša, ki včasih celo preseneti in podpre naše predloge oziroma zdaj načelno podpre. Ne. Tako da interpelacija je priložnost za razpravo, za opozarjanje. Še enkrat, res je, da če opozicija pusti koalicijo pri miru in dela napake, sej nekaj časa, če ste opazili, je bil ta mir in je bilo kar nekaj napak in zato je zdaj mogoče res čas, da se opravi ta razprava. Vaša koalicija tega miru ni imela, ne? Ne, naša koalicija ni imela, to lahko Janez bolj pove, ko je bil minister. Jaz vem, da ni bilo miru, ko govorijo o 100-dnevnem, zdaj pa govorijo, češ niti 9 mesecev jih niste pustili pri miru, ne. Tako da, torej, je možnost te razprave in da ljudje vendarle slišijo, kakšne so mnenja opozicije, na kaj opozarja, ker bom jaz rekla, da glavni mediji o določenih zadevah enostavno molčijo. In opoziciji včasih ne preostane drugega, saj ne Slovenski demokratski stranki, kot to, da na sejah v Državnem zboru, ki se prenašajo potem po televiziji, pač pove tisto, kar misli oziroma kar je prav, da ljudje slišijo, da jih opozarja, da vidijo. In zato se tudi klima, ko ste delali prej, klima po volitvah močno spreminja. Ne? In je potrebno, po moje, nagovarjati volivce, ki so neopredeljeni, volivce, ki ne grejo nikoli na volitve ali pa niso šli, težko pa nagovarjaš volivce, ki te nikoli ne bodo volili. In tu je past tega odločitve namesto proti v za. Zdaj, v zadnjih dneh smo slišali vladne predstavnike govoriti, ljudje so nam dali mandat, da delamo, nagaja nam opozicija, zlasti so to mislili SDS. Kje je ta točka, kjer se ne bodo več mogli sklicevati na ta rezultat na aprilskih volitvah, po vašem? Meteni tedni so mimo. To se kaže v vsem dogajanju v državi. Tudi vedno več mainstream medijev je kritičnih do potez vlade, saj vidijo, da pravzaprav ta vlada razume to, da so v vladi kot nek plen. In veliko stvari, tudi ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve, naredijo zato, ker pač lahko. Ker so tako močni, da to lahko naredijo. Mislim, da vedno več ljudi čuti, da to ni dobro za državo in da prinaša ene druge čase, v katere si nismo želeli. In kdaj je točka, kjer tudi Nova Slovenija nastopi bolj ostro, kar vam sicer zdaj očitno očitajo v SDS-u? Nova Slovenija nastopa zelo odločno in ostro v smislu nadzora in kritike sedanje oblasti. Recimo ravno danes smo bili priča eni seji Komisije za nadzor javnih financ, ki žal je zaenkrat še brezdobi tiger, ker tudi nimamo tiste opozicijske večine, ki bi jo morali imeti skupaj, da bi lahko učinkovito nadzorovali. Recimo danes je bila točka odstranjevanja ograj na meji izjemno problematična. Tu gre za milijonske posle in isto podjetje, ki je ograjo postavljalo, jo bo zdaj odstranjevalo, in pa za katastrofalno slabo črpanje evropskih sredstev. Poleg razpada zdravstvenega sistema in pa škodljive, lahko rečem, davčne antireforme, se nam zdi, da so to ključne teme, o katerih se moramo pogovarjati in pravzaprav sedanji oblasti reči dovolj. Civilna družba se je pa na področju upokojencev že zorganizirala in mislim, da so to jasni znaki, ki bi jih mogla ta oblast slišati, ampak ta oblast žal pri samem vrhu se namesto z realnimi problemi ljudi ukvarja, če tako lahko rečem, z eno zaljubljenostjo in ni na realnih tleh in mislim, da tu ne bo odgovorila na to s tem, kar bi mogla. Torej čakamo učinkovito reformo plačnega sistema javnega sektorja. Nihče ni zadovoljen, vse razpada in lahko rečem, nesorazmerja se samo
kopičijo, zdravstveni sistem razpada. Nova Slovenija tu želi svojo, lahko rečem, politiko za prispevati. V soboto imamo veliko programsko konferenco, kjer bomo predstavili naše koncepte zdravstva, da bo pacient v spredju, in pa smo izjemno aktivni tudi pri, lahko rečem, nasprotovanju, višanju davkov in prispevkov. In tu je jasno, da odločno nasprotujemo škodljivim politikam sedanje vlade, ki jih vodi predvsem stranka Levica, in bomo s tem tudi nadaljevali. Dali se dobro iztočnico, oba sta jo dala, kar se tiče dveh shodov upokojencev, ki smo jih videli na Trgu Republike. Zdi se mi, da je sploh ta prvi bil prva šok točka za to vlado. Niso pričakovali te mase ljudi, potem se je na področju upokojencev aktiviral celo inštitut 8. marec, kar bi lahko bil nek vladni odgovor. Gospa Godec, zdaj, kar se tiče tega shoda, toliko govora okrog tega, kam spada Pavle Rupar, da smo morda pozabili, a so ljudje, ki so tja prišli tam zaradi Ruparja, SDS-a, ali preprosto zaradi tega, ker slabo živijo? Ja, vse to ste zdaj odprli, točno to vprašanje, ne? In to je ravno tisto, kar vsi mediji poudarjajo, čez kdo je Pavle Rupar, in da ljudje hodijo tja zato, ker jih pač SDS tja pošilja, ali pa še mogoče še kdo, ne. Jaz poznam nekaj ljudi, ki so me ustavili v mojem kraju, niso člani SDS-a in celo so rekli, da težko, da bojo kdaj volili SDS, ampak da to, kar pa zdaj se dogaja, in so mogli enostavno iti v Ljubljano. Da v takšnih razmerah, kot živijo, da se morajo zahvaliti prejšnji vladi za vse te dodatke, ki so bili tudi strani ministrstva oziroma celotne, vlade, dani v času korone, da to zelo spoštujejo, da takrat jim je pomagalo, da zdaj v tej krizi energetski, ki je bila, in pa v bistvu v tem stanju pa enostavno več ne vidijo izhoda in so pač šli na shod. Tako da to zamegljevanje torej je slabo, ker ljudje bolj iritira in jih bo vedno več. Ker res težko živijo. In ta prvi protest, ki je bil šok terapija za vlado, vsaj po našem mnenju. Sprovocirali so pa delno oziroma kar močno tudi z tem dodatkom sodnikom, 600 evrov sodnikom, in takrat so upokojenci pač, moram reči, to je bil nek moment, kjer so se odločili, zdaj gremo pa v Ljubljano, no. In ker če pa sodnikom dajo 600 evrov, potem pa tudi nam lahko dajo dodatek, ne, ni treba 600 evrov, ampak nekaj. Tako da, ampak če ste opazili po tem, o tem dodatku, naenkrat več ni bilo nič govora in tudi so umaknili zadeve, celo iz procedure v Državnem zboru, ker je že bil zakon. In tudi mislim, da nekatere stvari bodo na vladi morali močno premisliti. Zdaj, kar se tiče 8. marca, tudi tu lahko sprožimo, kdo je Nika Kovač, pa s kom je povezana, pa da je ustanovitelj 8. marca sedanji minister Maljevac, tako da to je nesmiselno. To je bilo moje podvprašanje za vas. Ja. Recimo, na vladi pravijo, da se ne morejo znebiti občutka, da za temi shodi stoji SDS. A je tukaj kakšna podobnost s petkovimi kolesarji, ko pa je vaša vlada nekako jim očitala, da so povezani z Levico? Ne, to so čist različni protesti. To so popolnoma različni protesti. Tisti protesti so bili res sicer neprijavljeni, neorganizirani, pa vendar močno organizirani. In to z jasnim namenom, torej rušenja vlade, ampak bom rekla, na nivoju, ki je sprožal že strah v ljudeh, tudi drugje po Sloveniji, ko so gledali pozivom smrtim in ne vem kaj vse, in na koncu pravijo, da so brali ustavo, pa vendar si poglejmo tisto. Proti tem protestom, ki so miroljubni protesti prijavljeni in jasno povedo, kaj želijo. Želimo višje pokojnine, želimo dostojno življenje, želimo živeti in tako da sporočila so popolnoma drugačna. Minister za delo ste bili, to, kar je zdaj Luka Mesec, pravijo protestniki, z nami se noče pogovarjati. Kaj bi storili v tem primeru? Zdaj, ena velika razlika med tistimi protesti in sedanjimi je tudi to, poglejte, kako nasilno se recimo zaključijo. To so zdaj miroljubni protesti z glasbo in z jasnimi, lahko rečem, podobno kot Nova Slovenija, zahtevami za. Tisto je bilo pa izrazito rušilno, nasilno in destruktivno naravnano. Zdaj,
Moram reči, da se vsak politik ali pa nosilec odgovornosti odloči za svoj stil delovanja. Minister za delo pa mislim, da nima tako proste presoje, kakšen stil delovanja bo imel kot ostali. Zato, ker je vseeno odgovoren tudi za socialne zadeve in ta minister svojo ekipo mora biti dostopen ljudem. Mi smo se za to takrat odločili. Mislim, da so vse javnosti, civilna družba zdaj že spoznale ključno, bistveno razliko med našim stilom in sedanjim stilom in problem je to, da nima ta radikalno leva vlada, še posebej njen del je Levica, enega občutka za realne stiske ljudi. Oni še enkrat dojemajo državo kot plen in se pravzaprav na tak način tudi obnašajo in ne poslušajo ljudi v njihovih realnih stiskah. In tu je dobro, da se je civilna družba prebudila, še več tega potrebujemo tudi na drugih področjih, ne samo pri upokojencih, ampak po eni strani je zanimivo, da so ravno upokojenci začeli to civilno družbeno vrenje. In ko bo civilna družba močna, tudi lahko rečem na tej desno orientirani ali pa desni vrednotni strani, potem bomo lahko politiki tudi odgovorili. Ja, ko ste dejali, da nimajo občutka za stiske ljudi, sem se spomnil ene dobre misli Mirka Majerja na Twitterju, je zapisal, nečeš, da je to tako tudi zato, ker sta predsednik vlade in predsednica države oba milijonarja. Ampak dajmo Poglejte, če smem sam še dodati. Mislim, da je ključno pri tem tudi to, da se iz nekega naključja, oni niso pričakovali tako močne zmage, ob podpori mainstream medijev in vsega, so pravzaprav z rezultatom naredili izjemen naskok in dobili veliko več, kot so pričakovali, in sedaj iz tega ne znajo narediti dejanskega dobra za Slovenijo in za ljudi, ki tu živijo. Oni napovedujejo, ampak od besed ni nič. Jaz mislim, da leto 2023, ki naj bi bilo leto reform, bo prazno leto. Nimamo niti enega koncepta še reforme plačnega sistema, zdravstvenega sistema, pa pokojninskega sistema, recimo, če samo nekaj. Poleg pokojnin in plač ljudi najbolj skrbi situacija v zdravstvu, napovedovali so reformo, naredili so analizo obstoječega stanja do konca leta, to se jim zdaj očita. In klicni center. Ampak gospa Godec, vi ste tudi se ukvarjali s reševanjem zdravstva pred volitvami, že pred Šarčevo zmago je vaš predsednik napovedoval, v zdravstvu bomo naredili red, pa ni tega reda nikoli bilo pod nobeno vlado. Zakaj ne? Se jim morda dela krivica, se v 9 mesecih da to narediti že drugače ali ne? Na podlagi vaših lastnih izkušenj. Da se, če imaš v državnem zboru takšno večino, kot imajo oni. Mi nismo nikoli imeli 46 glasov, to je treba vedeti. Mi smo za vsak glas oziroma za vsak zakon se pogajali močno, predvsem, če je šlo za, bom rekla, kritične situacije. Oni imajo 53 glasov. Po 9 mesecih ni narejeno popolnoma nič. Klicni center, ki ga je omenil kolega, je klicni center, ki je itak že deloval na ZVM-u in tako naprej. Torej, glede na to, še enkrat, jaz to večkrat povem, da imamo ministra, ki je že leta 2013 opozarjal na zadeve in povedal, kako bi morali reformirati zdravstvo in ki je v maju 2022 dejal, da 15. septembra bomo imeli pa clear stanje, torej jasno stanje, kje smo, in konec leta pripravljene izhodišča za reformo, ki ga bo pripravil strateški svet pri njemu na Ministrstvu za zdravje, imamo zdaj časovnico. Novo časovnico, ki se odmika in na to opozarjajo tudi že v koaliciji, da se jim časovnica odmika. In jaz se tu strinjam. To leto, ki se napoveduje kot reformo leto, če ne bodo prišli od teh besed bomo naredili, minister celo ljubkovalno kličejo bomo, ker pač to so vedno odgovori, potem bo to prazno leto in ponovno zamujeno leto za Slovenijo. Jaz moram, če se povzrem na našo vlado, seveda so bila tudi moja pričakovanja, pa pričakovanja vseh, da bomo na zdravstvu naredili nek preobrat, velika. Vendar pa v stanje, čeprav naj ne zveni to kot izgovor, ampak stanje, katerega smo vlado prevzeli v času epidemije, jaz moram reči, da smo se vsak dan ukvarjali samo s tem, torej kako zajeziti epidemijo, kako pomagati ljudem, kako pomagati zdravstvenim delavcem in tako naprej. In če greš
Se pa je ustvarjal nek red, zato so se tudi določene stvari začele potem pač, to je največji problem v Sloveniji, ne? Če imaš kaos v državi, potem lahko vladaš tako, kot vladajo zdaj. Ko pa delaš red, potem se pa dogajajo tudi rušilni potresi. Smo reči, da smo se z dneva dan ukvarjali z zadevami, ki pa so se tikale epidemije in enostavno ni bilo več časa, energija je bila, ampak tisti časa nismo našli za to, da bi določene spremembe naredili, ki smo se jih zavedali. Ne? In jaz moram tu reči, da zdravstveni delavci so pri tem zdravstvenem sistemu zdržali in ne samo zdržali, no, tudi res pomagali ljudem. In tu je stanje katastrofalno, pa vendar, če bi bilo tako slabo, ne bi tudi ti zdravstveni delavci zdržali, recimo v času epidemije. Ne. Je pa treba na nekatere zadeve odgovoriti, ampak, a veste, minister dela v zasebni praksi. Ima svoj medicinski center. Hkrati govori proti zasebnim iniciativam. A je to odkrito? To ni odkrito. Naj pove, vključili bomo vse kadre, ker jaz mislim, da je treba vse kadre v zdravstvu vključiti, da rešujemo situacijo. Jaz mislim, da imamo tu podobna stališča z Novo Slovenijo in da se naj to naredi, ampak je problem v Levici. Levica tega ne bo pustila. In to je jasno in tudi na odborih vidim, da minister in Levica se prihaja do slabih vibracij. In to je tisto, kar v bistvu tudi delno zavira na področju zdravstva in se hodi okoli vrele kaše. Zdaj imamo strateški svet pri predsedniku vlade, velik boom v začetku leta, zdaj smo v marcu in vse tiho je bilo. Dr. Brecl je celo na enem izjavi dejal, da mu je glas ljudstva prepovedal se ukvarjati s korupcijo. To je zanimiva izjava in bomo videli, kakšen bo odgovor ministra na to izjavo. Tako da jaz vedno rečem, upam, da bodo uspeli v Slovenski demokratski stranki, bodo imeli podporo za dobre predloge, definitivno, ampak to, kar so zdaj naredili 2 interventna zakona, ki v bistvu ne funkcionirata in na to smo opozarjali, če bodo šli v takšni smeri, potem ne bomo letos nič naredili. Gospod Cigler, ne, zdaj gospa Godec je omenjala, v kakšni krizi ste vi delovali, zdaj oni tudi pravijo, mi imamo pa krizo draginje, ne, hrane, energije. So tudi oni, vsaj na tem področju, vsaj tako se predsednik vlade rad pohvali, zajezili to krizo, da so pomagali državljanom? Ravno nasprotno. Mislim, da ta vlada z tem, da nima stika z realnostjo, pravzaprav dela večjo škodo in nepredvidljivost tako gospodarstvu kot prebivalcem. In ti, lahko rečem, mirni protesti upokojencev so prvi znak, da nekaj ni v redu in da vlada tu ne deluje dobro. V Novi Sloveniji smo vse skozi že opozarjali, da vlada nima toliko časa, kot si ga je vzela za pripravo interventnih ukrepov in da bi morali ti interventni ukrepi, torej pomoč gospodarstvu pri zniževanju cen elektrike in plina in pa pomoč prebivalstvu pri blaženju te draginje biti veliko hitrejša in veliko bolj obsežna. Mislim, da smo v času naše vlade pokazali, kako se tega lahko lotimo. Kar se zdravstva tiče, če smo čisto iskreni, niti minister Loredan ni tak problem. Njegove ideje se v veliki meri tudi ujemajo z idejami Nove Slovenije. Ideja Nove Slovenije pri zdravstvenem sistemu je pravzaprav zelo preprosta. Dati v spredje ali pa v osredinjeno vlogo pacienta, ZZZS se preoblikuje v normalno zavarovalnico, ki plačuje katerimukoli izvajalcu, kjer pač pacient dobi storitev ali je opravljen nek diagnostični pregled. Stvari bojo hitre, transparentne, vsi bomo, lahko rečem, s tem pridobili. In minister Loredan, mislim, da ima podobne poglede, je pa problem radikalna levica znotraj njegove koalicije, ki gotovo ne bo pristala na te zadeve. Ravno zato smo pa v Novi Sloveniji rekli, da če bi bile ideje in predlogi, torej konkretnih zakonov, dobri, in recimo, da bi se pokrivali z našimi idejami, smo mi pripravljeni v dobro Slovenije iti čez opozicijsko-koalicijsko črto in tudi podpreti dobre predloge. Seveda samo, če bojo v skladu z našim programom. Je pa res,
veliko vprašanje, kaj in kdaj bo, kaj ti taki zakoni, in to je paket kakih 5 zakonov, bi morali sedaj že biti v javni razpravi, da bi bili pred poletjem sprejeti na vladi in dani v parlament, da bi jih lahko čez poletje parlament že nekako preučeval in potem v jeseni in po zimi sprejemal. Tako da časovnica je tu velik problem. Ker smo že na koncu te oddaje, morda vprašanje za oba, kratek odgovor. Pripravlja se reforma plač v javnem sektorju, se bodo tukaj verjetno še lomila koplja, vemo, vse več ljudi napoveduje stavko, šolniki so jo sicer odpovedali, bomo videli, kje se bo to končalo. Pa vendarle, kje bo povajeno ta ključna točka, v katero smer bo vlada voz države Slovenije odpeljala v tem letu 2023 in kje vidita ključno, lahko rečemo, točko opozicije tukaj, morda ključno vlogo opozicije pri nadaljevanju te politike, ki po vajno ni dobra? Jaz mislim, da veliko, zdaj, ko ste začeli s plačnim sistemom, veliko se govori o plačnem sistemu v javnem sektorju, ki res ni več enotni plačni sistem, to vemo vsi, da ga je treba spremeniti. Zdaj, na kakšen način bo tu vlada odgovorila, je vprašanje. Zdi se, da z denarjem želijo kar razsipavati, no? Mislim, da kar rečejo, ne vem, toliko in toliko milijonov ni problem. Upam, da bo na drugi strani gospodarstvo to zdržalo. Jaz mislim, da je ključna točka, da ne bo se bremenilo gospodarstvo, da se bo omogočalo stabilno gospodarsko okolje, svobodna gospodarska pobuda, da ne bo vlada zapadla v, bom rekla, v smeri levice, skrajne levice, ker potem nam ne, bom rekla, se nam napiše dobro, no. In sprememba plačnega sistema je treba imeti v mislih, seveda jaz to vedno povem, pa sem že v javnem sektorju nekako dolgo, ampak če gospodarstvo ne bo zdržalo, tudi v plači v javnem sektorju ne bo. In če bomo zato, da bomo višali plače, potem bremenili pa državljane z dodatnimi davki, potem pa bolje, da, tako pravijo, zaklenemo, zapremo trgovino in gremo. Ker to pa enostavno ne gre, zato ker jaz mislim, da je potrebno pač plače razbremeniti, postati konkurenčen. Še enkrat, smo del evropskega trga, svobodnega trga, pretok blaga, storitev in seveda kadrov je, in kadri nam bodo odhajali v tujino zaradi boljših pogojev, boljših plač, razbremenjene plače. Na konec bodo pa tudi gospodarstvo odhajali v tujino, že slišimo, bomo pač v tujini odprli podjetje, pa bomo tam delali naprej. To so ključna vprašanja in bolj kot vesoljski centri in tako naprej. Tako da, to je ena stvar, kar se tiče vlade, po mojem, mora tudi na te stvari gledati, tudi pri plačnem sistemu, torej konkurenčnost na evropskem trgu. Kar se pa tiče opozicije, pa še enkrat, opozicija ima nalogo opozarjanja, ima nalogo tudi predlogov, torej vladi, kako pač naj ravna. Če to vlada sprejme, pa glede na situacijo, pa tudi miselnost v parlamentu, teh predlogov nekako ne sprejemajo in so pač načeloma dobri, vendar jih ne bomo podprli, ker je napačen predlagatelj. Torej vidimo, v bistvu, v kakšni situaciji smo, tako da v Slovenski demokratski stranki bomo opozarjali na nepravilnosti, tudi predlagali določene torej spremembe zakonodajne ali pa priporočila in pričakujemo konec koncev tudi povabilo predsednika vlada, ki pravi, naj bomo konstruktivni in naj sodelujemo. Nismo še dobili nobenega povabila k sodelovanju. Nobenega. Za konkretno zadevo. Torej tudi v zdravstvu, ne v pravosodju nikjer. Torej najprej idejo od besed k dejanjem. Tako da jaz verjamem, da bo pač opozicija upravila svoje delo, ki je pač namenjeno, da bo pa koalicija vendarle končno padla na trdna tla in razmislila o tem, kaj dela. A vi ste pa dobili vabilo? Prvič, bom rekel, glede plač. Plače se znižuje, oziroma plače se povišuje drugače, kot so se zdaj tega lotili. Povečuje se jih z zniževanjem davkov in prispevkov, z razbremenitvijo. In to smo s prejšnjo vlado že začeli in upam, da bomo tudi uspeli to obraniti na vseh inštancah. Drugič, plačni sistem v javnem sektorju je pravzaprav umrl, je mrtev
In Nova Slovenija ima tu jasen koncept. Treba je narediti 4 ali 5 stebrov, kjer se po panogah združuje zdravstvo, izobraževanje, uniformiranci, državna uprava. In mislim, da samo tako lahko prijemo do pravičnih plač, dostojnih plač in pa pravičnih razmerij. Tretjič, kaj je točka opozicije v tej politični situaciji? Kratkoročno mislim, da je naša naloga, da se vzpostavimo kot učinkovita nadzorna opozicija sedanji vladi, še posebej ob taki moči, kot jo imajo, je pomembno, da začnemo nadzorovati v polnosti tako javne finance kot varnostne in obveščevalne službe. Dolgoročno pa mislim, da je ravno to, k čemur smo pozvali v Novi Sloveniji. En premislek, autorefleksija in iskanje poti, kako bi iz 35% za desno-sredinski blok prišli na 50-51%, da bi lahko desna sredina končno sama tudi oblikovala vlado. Pokazali smo, da znamo, da zmoremo, da imamo dobre koncepte za Slovenijo in zato želimo v Novi Sloveniji delati. Ja, kot sta sama dejala, naloga opozicije je podobna nalogi nas medijev, ne, da kontroliramo to vlado pri delu, da jo nadziramo in pri tem vam seveda želim uspešno delo in hvala za obisk v našem studiu. Hvala za vabilo. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. To je bila vroča tema na Domovini. Spet smo skupaj prihodnji teden. Lep preostanek večera. Lahko noč.